Dober večer vsem skupaj. Sedaj bomo začeli z božično zgodbo. So jo pa pripravili veroučenci 7. razreda in ministranti. V Nazaretu je živelo mlado dekle po imenu Marija. Marija je bila nadvse lepa in nadvse sveta. Bila je zaročena z Jožefom. Jožef je bil mizar in tesar. Izdeloval je mize, stole, vrata in omare. Bil je zelo pravičen mož. Ne samo dober in priden, ampak pravičen mož. Zelo je ljubil Marijo. Kako lepo je biti od tebi. Tako si čudovita ideja. Hvala, Jožef. Za koga pa šivaš to lepo obleko? To bo moja poročna obleka. Komaj čakam, da se poročiva in zaživiva skupaj. Jaz tudi. Veš, bom moral iti. Sosedu Janezu bo moral še danes dokončati mizo. Se vidijo jutri. Lepo bodi, Jožef, z Bogom. Z Bogom. Marijo je Bog izbral, da bo postala mati Božjemu sinu. Poslal je k njej svojega angela, da ji je povedal to veselo novico. Lepo pozdravljena, Marija, Gospod je s teboj. To si pa ti. Marija, ne boj se, jaz sem angel Gabriel. Prišel sem ti oznaniti, da boš rodila Božjega sina. Kako rodila se z Jožefom, da živiva skupaj? Ne skrbi, ne boj se. Obiskal te bo Sveti Duh, da boš tako rodila otroka. Za Boga pač prav nič ni mogoče, prav nič. Prav, naj se zgodi, kakor si rekel. In angel je odšel od nje. Marija čaka primeren trenutek, da Jožefu pove, da je noseča od Svetega Duha. Kako naj povem Jožefu, kaj se mi je zgodilo? Saj mi ne bo verjel. Takoj bomo nas sporočiti. Gašper, Gašper! Kaj, Marija? Lahko prosim pokličeš Jožefa? Seveda, že grem. Gospod, daj mi besede, da se bo vse dobro izteklo. Kaj pa je tako nujnega, Marija, da se mora priti sredi noči? Nekaj zelo pomembnega ti moram povedati. Prav, samo ušesa so. No, včeraj, takoj zatem, ko si odšel, se mi je prikazal angel, čisto pravi angel. Imel je belo obleko in zelo prijazen bil. Angel, da se ti je prikazal. A si pripravljen? O, Marija. Ne, poslušaj do konca. V redu, No, poslušaj. prikazal se mi je angel in je rekel, da bom rodila Božjega sina. Ne pa ne. Ne verjamem ti, Marija, povej to resnico. Vse, kar sem ti povedala, je res. Ni res. Z Bogom, Marija. Grem. Jožef je jezen odšel na svoj dom in razmišljal, kaj mu je storiti. Jožef je bil namreč pravičen, ne samo pošten, dober in priden mož. Kaj naj storim? Marija me je prevarala. To vse sem naredil za njo. In kaj bojo rekli ljudje? In Bog, ki je videl, kakšen boj se dogaja v Jožefovem srcu, je zopet poslal angela, tokrat k Jožefu, da bi ga opozoril, kako naj ravna. In angel je obiskal Jožefa med tem, ko je molil. O, Gospod, pomagaj mi. Naj zapustim Marijo ali jo pustim in jo vzamem. Lepo pozdravljen, Jožef. Kaj? Se ti si angel, Gospodov angel. Jožef, ne boj se, tvoja zaročenka Marija te ni prevarala, resnico govori. Otrok, ki ga nosi pod srcem, je Božji sin, brez pomislekov se poroči s Marijo. Jožef je verjel angelu, poročil se je z Marijo in zaživela sta skupaj. V tistem času je rimski cesar Avgust izdal odlok, naj se po vsem rimskem cesarstvu prvikrat izvede popis prebivalstva. To se je zgodilo, ko je v provinci Siriji vladal cesarjev namestnik Kvirini. Vsak se je moral odpraviti v svoje mesto, da bi se tam popisal. Ker je bil Jožef Davidov potomec, je tako tudi on odšel iz Galileje v Judejo. Iz Nazareta je odšel v Betlehem, rojstni kraj kralja Davida. Popisat se je šel skupaj s svojo zaročenko Marijo, ki je bila noseča.
Jožef, utrujena sem jacka, kje bo prenočila? Glej, vprašaj tistega gospoda tam. Samo pazi, malo zgledamo takle. Bo videla. Dober večer. Dober večer. Sem Jožef in to je moja žena Marija. Greva se popisati. Iščeva prenočišče, ampak nimava nič denarja, da bi plačala. Za take nimamo prostora, mi tudi hišo prenavljamo. Pa dajte malo, se lahko prespimo v kakšnem stranskem prostoru, kar na tleh. Ja, kaj vam pa pade na pamet? Kdo pa stavi dva, da bi mene komandirala? Pejte kamor hočeta. Hvala in nasvidenje. Joj, kakšen kolik moram zdaj tukaj prinašati. Ta dva bi kar zaston. Poskusijo pri tem gospodu. Ok. Pozdravljeni. Dober večer. Jaz sem Marija in to je moj mož Jožef. Iščejo prenočišče, imate kakšen prostor za prespati in košče kruha? Večerjo lahko dobite, prenočišče pa ne. Jaz sem sam in ne zaupam vama. Kaj če ne ponovče robota? Izgledate sumljivo s temi preveč različnimi facami. Imate pa orožja pri sebi. Poglej, kako so oblečena. Jaz sem celo seča, kaj bi vama pa lahko naredila? Tukaj ne morete prespati. Ne zaupam vama. Pojdite dalje. Marija in Jožef sta tako hodila od vrat do vrat, trkala tu in tam, prosila tega in onega, da bi jo sprejel. Toda nihče jo ni hotel spustiti noter, kajti Jožef je bil reven in ni jim mogel dati veliko v zameno za njihovo gostoljubnost. Pojdite naprej, sta poslušala vedno znova. To je moja hiša, sem ne moreta. Končno je ostala le še zadnja hiša na robu vasi, majhna, s starim trhlim hlebom na dvorišču. Jožef je tudi tukaj potrkal na vrata. Dober večer. Dober večer. Sva popotnika, ki sta se prišla popisati. Zelo sva utrujena in iščeva streho nad glavo. In še moja žena Marija je po vrhu noseča. Prosim vas, vzemite naju v hišo. Ni problema, vendar gledajte. Hiša je čista polna. Pojdite v naš hlev tam, res boste spala v štali, ampak vam bo toplo. In tudi slame imate, da se lahko postelite. Vaj bo postelj Janez pospremil. Janez, pridi. Pejte naša gosta v hlev, da boste prenočila. Nesimo tudi nekaj za pojesti. Nekaj odej in ter s vami. Prosim, če ne nosete kot vidiš. Prosim, lepo poskrbi za njega. In tako... Hvala, gospod. Bog vam povrl. Je že v redu. In tako je pastir Janez pospremil Jožefa in Marijo v hlev, dal jima je večerjo in pripravil ležišče. Tale večerja je pa res odlična. In tale jelenova klobasa je res vrhunska. Prav imaš, kako so to dobri ljudje. Pojdiva spati, Jožef, jutri naj čaka dolga pot. Lahko noč. Lahko noč, Marija. In tako sta Marija in Jožef zaspala. Toda sredi noči se je Marija zbudila. Vedela je, da je prišla njena ura, da bo rodila. Začela je buditi Jožefa. Jožef, zbudi se. Kaj pa je? Rodila bom. Kaj? Rodila boš? Ojoj, Marija, kaj ne naredim? Jaz še nisem bil nikoli
biti prav, kaj ne naredim? Jožef, umiri se, pojdi po lastnikovo ženo. Ja, že tečem. Gospodar, Gospod, moja žena bo rodila, potrebujeva pomoč vaše žene. jaz se vam opravičujem, moja žena pa ravno ni doma. Pa joj, kaj ne naredim, nikoga ni, ki bi lahko pomagal, joj. Ej, Marija, jaz nisem mladil nikogar, ki bi... O, Marija, ti si pa že rodila? Na drugi strani vasi, kjer se začnejo polja, je nekaj pastirjev prenočevalo na prostem. Po noči so pazili na svojo čredo. Nenadoma je prednje stopil Božji angel in povsod okrog je zasijala bleščeča svetloba Božje navzočnosti. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: Ne bojte se, prinašam vam veselo novico. Danes se vam je rodil Božji sin, našli ga boste v jaslih. Naenkrat se je v daljavi zaslišala angelska pesem. Potem se je angel vrnil v nebesa, pastirji pa so se začeli pogovarjati. Pojdimo sedaj do Betlehema in si poglejmo, kaj se je zgodilo in kaj nam je povedal. Brž so odšli in kmalu našli Marijo in Jožefa ter dojenčka, položenega v jasli. Ko so to videli, so povedali, kaj jim je Bog rekel o tem otroku. Pozdravljena, Marija in Jožef. Ko pa veste, da so Marija in Jožef? Po noči je prišel angel in napovedal, da se je rodila Božjega sina, ki bo z nami vse do konca sveta. Marija pa si je te stvari dobro zapomnila in jih v sebi še in še premlevala. Pastirji pa so se vrnili k svojim čredam ter slavili Boga in se mu zahvaljevali za vse, kar so videli in slišali. Vse je bilo namreč prav tako, kakor jim je povedal.